Točno opoldne je Norveška utihnila in obstala. Številni ljudje so z minuto molka v samem centru norveške prestolnice počastili spomin na 93 žrtev terorističnega masakra, ki ga je v petek uprizoril neofašistični desničarski militantni skrajnež Anders Behring Breivik. Kakšnih 30 metrov premera sedaj že meri prizorišče, kamor Norvežani polagajo cvetje, prižigajo sveče in pa pišejo napise v spomin na vse, predvsem mlade ljudi, ki so padli pod streli iz polavtomatske puške terorističnega blazneža. Čez 1 uro bo ta stopil pred sodišče in ljudje, s katerimi sem se danes pogovarjal, napeto pričakujejo nastop pošasti, kot ga imenujejo. Tožilstvo je prav tako kot policija zahtevalo naj bo zaslišanje zaprto, medtem ko si mnogi ljudje in tudi sam teroristični napadalec želijo slišati, kaj bo imel za povedati. Medtem pa je postalo znano tudi, da je v pokolu na otoku Utoja umrl tudi polbrat princese Mette Marit, ki je bil na laborističnem kempu oziroma na kempu mladine socialdemokratske stranke na dolžnosti kot policist in bi moral to mladino varovati. Plavec, ki je napad načrtoval od leta 2009, je policiji priznal medtem tudi, da je želel umoriti tudi nekdanjo premierko Gro Harlem Brundtland, ki je delovala tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji. Ta je tisto jutro na tisti nesrečni dan nastopila na taboru mladih laboristov.